Csak magyar nyelven, nem? Videl boš v naročje našega velikega naroda. No, velikih informacij nimate! Говорит радио Старуха. Добродошли все. Послушатели. Говорит радио Старуха. Добродошли все, послушатели и послушательницы. Радио, где вообще нет часа. На уре нет казалцев. Мы тут с вами, без времени, без простора, без часа. Получайте задовольство. Uživajte. Драги послушатели, драги послушательницы, находите се на фrekvenciji 107,5 MHz, frekvenciji Staruhe, radija Staruhe, kjer čas ne obstaja. Priklopili ste se na moje valove, pripustite se mi, rezonirajte z mano. Poslušatelji in poslušateljice, dragi namadi lepote, tu niste naključno, v moje valove ste se ujeli pa natančno določenem nizu dogodkov.
Kot ste videli, sem uporabila vrana, da sem vas preko njega zvabila v prazen bar Pasaž. Njegov natančno implementiran obup vas je posrkal in voljno ste mu sledili v blokovsko stanovanje. V stanovanju v 12. nadstropju sem predtem preparirala že nekaj človečkov vranove posadke. Vse že izsrkane ad abupa. Nič žalega jim ni bilo storjeno. Zagotavljam vam, zavarovani so bili s svojimi zaščitnimi imeni. Imeni, ki jih še vedno ščitijo pred nevarnostmi misije. Potopili so se v samo srž izvora svojih zaščitnih imen, v tožne, mladostne trenutke, ko so bili postavljeni pred dejstva, da morajo sami poskrbeti zase, a niso vedeli pa vsem točno, kako naj bi se zaščitili. Ne splašite se, tudi vi imate zaščitna ime. Mogoče ga še ne znate izgovoriti, ampak trdno je zasidrano v vas, deluje skozi vas, pa ga ne opazite, tako kot ne opazite, s katero roko pišete, ali nogavic, ki jih vsak večer odvržete v temni kot spalnice. Dragi poslušatelji in poslušateljice, dragi namadi lepote, priznam, tudi članici posadke Grapi sem destilirala misli, da vas je popeljala na zabavo s 100 ljudmi, 200 ovcami in pastirjem, ki je končal pokajen, žrtvovan kadilski strasti najstarejšega člana posadke nomadov. A pustimo tragedijo pastirja. Kjeltovga kovka sem izbrala za primerno očetovsko figuro, da pritegne svoj in pri lisiči vašega ga raztegne, ga zavazla. Vanj sem usadila samega gospoda Harmsa. Skozi Kjeltovga kovka vam je posredoval svoje misli o času, prostoru in obstoju. Po tem tretmaju ste bili končno dovolj namehčani, da ste se lahko pripustili reki. Velik bel vrtinec vas je potegnil v psihadelično udobje plastičnega kakona. Tam sem končno lahko sprožila tempirana kreativna gesta in z njo fantastični proces vaše potencialne preobrazbe. In zdaj ste tu, v mojem naročju. In če dobro premislite, ste le še z enim čutom privezani name. Le slišite me še lahko. In vaše bistva, vaša duša se tako nežno preobraža v nekaj drugega. Da, dragi moji poslušatelji in poslušateljice, sledite mojim navodilom in vaša preobrazba bo pa polna. Pripustite se frekvencam Radia Staruhe na 107,5 MHz. Zdaj pa takole. Vzemite si kos papirja in risalo ali časopisni papir, lahko tudi moko in vodo, volno in kvačko ali pa kose odvečne plastike, ki se vam nabira v embalažnih odpadkih, kar pač imate pri roki. Za vas sem pripravila nadnagradna igra v izdelovanju gasenic. Ob poslušanju Radia Staruhe boste vsak izdelali svojo gosenico. Če ne drugače, v glavi. Fotografija izdelane gasenice lahko pošljete na naslov teater.na.confini@gmail.com.
poslušatelj ali poslušateljica, ki bo izdelal najbolj dopadljivega senica, da bi surovo sardelica, kazarček vodke in osebna zahvalna pisma našega cenjenega Sakirdona Mihajlovića. Saj veste, kako pravijo. Brez gasenice ni bube, brez bube ni metulja in brez metulja ni ta pravega travnika. Predvajala vam bom nekaj misli, ki jih je premišljeval dr. Salvatore danes ob obisku trgovine, kjer je nakupil pol kile črnega kruha, konzervo inčunov, tabak in vodko. Bruchi avidi. Gosenice, ja, požrešne gosenice. Fascinantno je, koliko spominjajo na naš človečke. Nažirajo se, delajo škodo, dokler se vse nažrte ne zabubijo. Quando un comodo boccolo si disseta e esplode. Ko udobni svileni kokon poči, se iz njega izvije metul. Bitje je povsem drugačno od gosenice. Preobrazba, metamorfoza. Od nikoder se v kokonu pojavijo celice, čarobne imaginarne celice, tako so poimenovane. Te imaginarne celice v kokonu z neustavljivo voljo iz gosenice začnejo razvijati novo bitje. In ko končajo preobrazbo, svileni ovoj bube poči in iz nje se izvije metul. E da esso emerge una farfalla. Il genoma della farfalla. Metuljev genom je po čaru imaginacije popolnoma drugačen od goseničinega genoma. Neverjetno. Torej, v bubo gre eno in iz nje pride povsem drugo bitje. Spero di non aver dimenticato di spegnere il fuoco. Da le nisem pozabil izklopiti električne pečice doma. Sem ali nisem, ne morem se spomniti. Moram takoj domov, se najglobje opravičujem. Hvala, dr. Salvatore. Zelo poučna. Da ne boste tavali v temi, vam dajem namig za rešitev današnjega slučaja 3. Zaupanja. Vzemite svinčnik in napišite na najbližjo steno. Beseda psiha so že v prastarih časih uporabljali abenem tako za metulja, kot tudi za dušo. Ponavljam, beseda psiha so že v prastarih časih uporabljali za metulja in za duša abenem. Dragi poslušatelji in poslušateljice, današnji program Radia Staruhe bo tematsko obarvan. Razveselili vas bomo s kupom zgodb, namenjenih otroku v vas. Zgodbe posadke namadov lepote sem spustila skozi filter in uravnala njihove frekvence, da dosežejo njihovega in vašega notranjega otroka. Še prej pa malo lahne glasbe. In ne pozabite, izdelujte gasenice. Saj veste, kako pravijo. Brez strahu ni dela. Brez dela ni zapretka. Brez zapretka ni bube. Brez bube pa ni nič. In tu je že prva zgodba za otroka v vas. Vse današnje zgodbe so, kot sem že omenila, zgodbe o zaščitnih imenih posadke namadov lepote. Kjeltovkovk nam bo pa dal zgodba o vranu. Semihec naš zapletel je v strašno past, pozabil je, kaj to je strast in slast. Ves dolgočasen gledal je v svet, si zamrmral je, se je kot zaklet.
Z očem, mamico in starejšim bratom je živel v stanovanju grozno velike, dolgočasno sive hiše. V tej velikanski hiši je bilo veliko stanovanj in veliko drugih družin. Taki grozno ogromni hiši se reče blok. Mihcu je življenje dolgočasno, kar pomeni, da se mu čas vleče in vleče in vleče in se prav nič ne zgodi. V kot oblak mehak stol se je kot buba pred TV aparat zavalil in je bulil v to škatlo pred seboj. Izpod košev MBA na Kapodistri je splezal na mostove, hidak, in z mostov skočil naravnost v naročje ORF risank. Z bratom sta bila sama doma. In kadar sta bila sama, je Mihec še posebej pazil, da ni bil preglasen. Že če je samo predal na glas zaprl, ga je brat močno nadaril. Ker starejši bratje imajo tako silo in tako moč, da se lahko zelo grdo obnašajo do mlajših. Bruh in groza. Brozga. Mihec naš je čakal in čakal. In dočakal. Mamica in očka sta se vrnila. Pa je spet enako. 5krat dolgočasno. Z očem sta skupaj bulila v dolgočasno škatlo, mamica je postregla z dolgočasno bledo hrano, potem so vsi trije gledali dolgočasen film na TV-ju. 100krat dolg čas. Mihec naš je šel raje v posteljo in pred spanjem premišljeval o dolg času. Potem je zaspal in v sanjah kot vran odletel za dolgo časa stran. Vse do jutra. Takole je z imeni. Imena se nas primejo za celo življenje in se jih nikakor ne moremo znebiti. Navadno jih dobimo kar na začetku, nalepijo nam jih starši ali šole in ker se zavemo, da jih imamo, je žal že prepozno. Obstajajo tudi zaščitna imena. Ta sta najboljša. Rodijo se iz tistega, kar je v nas najboljše ali iz svarila drugim. Nekateri zanje niti ne vedo. Nekateri si jih želijo, a si jih ne upajo obeledaniti. Imajo jih na skrivaj. Včasih jih uporablja za geslo na internetu ali pa kot psevdonim na klepetalniku. Ta imena okoli nas naredijo nekakšen ščit. Taka imena imam rada. Njeni pravijo staruha. Rada si naredim čajčka z brizganimi piškotki in se vsake tolika zabubim in ustvarjam gasenice. Dragi poslušatelji, poslušateljice, izdelujte gasenice. In že je tu nova zgodba za otroka v vas. Zbudite ga, mu dajte kak piškotik, naj posluša zgodba. Saj veste, kako pravijo. Brez zgodb ni otroštva, brez otroštva ni sladoleda, ni bombonov in ni baobabov. Zgodba o težkem možu postave nam bo podala poslušateljica Lavuška. Enej je bil star 12 let. To je bilo leto, ko ni imel nobenih prijateljev. Bil je jezen. Zelo jezen. Odločil se je, da bo zmikastil svet. Šel je v omaro, da bi zrasel in postal velikan, od znotraj se je začel trest. Tudi omara se je začela trest. Ampak ni postal velikan. Postal je težki mož postave. Težki mož postave je imel veliko besed. Z njimi je pisal besedila. To leto je šla njegova mama v Brazilijo. Tata
pa je ostal doma in ga zaprl v hišo. Kaj boš zdaj hodil ven? Ne boš, ne. Težki mož postave je vrgel svojemu očetu v čelo post-it blokec. Težki mož postave je šel v svojo sobo in s svojim telesom naredil kajlo v obliki črke L in tako zagozdil vrata. Tata je razbijal po vratih, ampak noter ni mogel priti. Zato je vrgel vrata dol s tečajev. Težki mož postave in tata sta se stepla. Tako sta se stepla, da so se vse besede, ki sta jih imela, izgubile. Mama iz Brazilije je po telefonu povedala besede. Don't worry, be happy, vse mine. Tu so kokosi, palme, sonček, plaža. Takrat je lahko napisal besedilo. Tudi ti boš minila, Brazilija, prav kmalu. Valovi oceana te bodo spodjedli in odplaknili. Radija Staruha svetuje. Ne bojte se, nadvinite si zaščitna ime in ga napišite nad svoje vzglavje. Naslednja zgodba Akil Takovku nam bo padala Tarakanka. Žiga je že odrasel, ima družino, ker je bil lep dan, so šli na izlet, plezat v strme skale. 3 so bili. Žiga, ena ženska in en moški. Ta moški je bil visok in močan kot lev, rekli smo mu Žila, ker je bil žilav človek. On je bil nekaj posebnega, vedno dobre volje, za hece, veseljak. Bil je ljubitelj sladkega vinca, tako kot so bili vsi. To noč, preden so šli plezat, so imeli vince še posebej radi. Visoka skala se je od vinca kar zavrtela nad njimi. Zjutraj se skala ni več vrtela. Njim pa je bilo zelo slabo, kot bi imeli najmanj tigra v trebuhu. Žilca in ženska sta lezla povezana z vrvjo. Žiga pa kar sam. Ni potreboval pomoči, dokler nista ostala le še 2 raztežaja do vrha. Raztežaj, to je dolžina enega otroškega igrišča, reciva. Torej bil je še 2 smrtno nevarni, navpični otroški igrišči do vrha. Postal je peklensko utrujen, gledal je gor in si je rekel, tole ne bo šlo. In se je zadrl gor. Žila, spust mi vrv! Žila pa se je smejal kot hijena. Šmenta, a ne moreš ali kaj? Potem sta se dražila, dokler mu Žila ni vrgel vrvi. Žiga si jo je nerodno zavezal okrog telesa, da ga je povsod tiščalo, in je zagrizel v skalo. Plezal je proti vrhu in se je začel tresti kot šiba na vodi. Potem je padel, ampak vrv ga je ujela. In takrat se je rodil znova. In rodilo se je to ime, Heltovkovk. Zakaj? Zato, ker s tem imenom lahko padeš in greš spet naprej. Drage poslušateljice, dragi poslušatelji, posredujemo vam misli naše redne poslušateljice, ločenke, strokovnjakinje za zaščito. Nedavna britanska študija je pokazala, da krave, ki imajo ime, proizvedejo več mleka kot tiste, ki ga nimajo.
Izberite gostinsko to ime. Izberite si pravo ime, Zgolemete povečajte svoje svoje sposobnosti, zaščitite se. Zaščitite se. Dragi poslušatelji, drage poslušateljice, z vami je Radio Staruha na 107,5 MHz, radija, kjer čas ne obstaja. Sodelavka filozofinja nam je posredovala nekaj misli, ki jih je ob jutranji kavi prečitala v časniku. Raziskovalci so nedolgo tega ugotovili, da zmore gosenica velike voščene vešče zelo hitro uničiti in prebaviti plastično vrečko. Pri tem je še bolj uspešna skupina gosenic, ki lahko v eno vrečko v 1 uri naredi več lukenj. Vsako leto ves svet skupaj proizvede kar okoli 80 milijonov ton polietilena, ki je glavni material za izdelavo plastičnih vrečk. Skrivnost uspeha se skriva v mikrobih v prebavili gosenice. Hvala, draga poslušateljica filozofinja. Poslušajte Radio Staruha, ne zaprite si vase, pa vežite se. Torej, dragi poslušatelji, drage poslušateljice, izdelujte gasenice. Z gasenicami bo svet lepši in čistejši. Sedaj pa prisluhnimo zgodbi o robotki v interpretaciji težkega moža postave. Ana je stara 12 let in sedi v sobi. Ta soba je ena taka kot njena, pa tudi kot da ni njena. Tudi sedi tako, kot da ne sedi. Počuti se kot robotka. Ne premika se, ne diha, ne razmišlja. Njeno telo je telo robotke. Ana gre noter v robotko. Manjša se in manjša, da je na koncu skoraj ni več. Vsi hočejo nekaj od nje. Cela soba jih je polna. Robotka sedi, ne naredi nič. Poskusi se premakniti, pa ji ne pustijo. Ana pa se ne sekira. Varno je zdruznjena v robotkinem popku. Tam je ne bodo našli. Dragi poslušatelji, drage poslušateljice, z vami je nocoj na 107,5 MHz Radio Staruha. Radio, ki skrbi za male v velikih. Ostanite z nami. Zaupajte mi. Izdelujte gasenice. Zgodba o klincu je prispeval poslušatelj Vran. Tomi je star že 13 let. Sedi na balkonu stanovanjskega bloka. Tomi kadi, pije pivo in razmišlja. Cigareto si vtakne v luknjo, kjer nima zoba. Videti je kot kavboj Klint. Vseeno mi je za vse, si misli. Sedi na balkonu in posluša, kako nad njim letijo vojaška letala. Ve, da letijo v neko drugo deželo in da imajo bombe. Fardirbat gredo ljudi, si misli, ko kadi. Močno poči, ko letalo nad njim raztrga zrak. Tako se konča, če nisi poslušen, si misli. Z bombami. Zdaj sedi na balkonu in vse skupaj mu ni prav nič všeč. Zato kadi in pije pivo, ker se to ne sme. Dela stvari, ki jih ne bi smel. Naš Klint.
poslušatelji in poslušateljice, pozor! Na svetu kroži nova revolucionarna evolucijska teorija. Ko bo človek proizvedel zadostna količina plastike, bo zadostil svojemu primarnemu evolucijskemu namenu in se polagoma zabubil in se preobrazil. Po tej teoriji so gosenice in človek v neposredni povezavi v prehrambeni verigi. Človek plastika proizvaja, gosenice pa se z njo hranijo. Reklama na Radiu Staruha. Proizvajajte plastika, nahranite gosenice sveta. Pred naslednja zgodba pa še malce glasbe. Zgodba o tarakanki je oblikovala Rabotka. Urška je bila daleč proč od vseh. Bila je v daljni veliki deželi. Tudi sama je bila že velika. Tam ni nikogar poznala. Pravzaprav v tem velikem mestu nihče nikogar ne pozna. Sčasoma se je tudi poročila s človekom, ki ga ni poznala. Preselila sta se v veliko stavbo, ki ji rečemo blok. In kadar se Urška počuti osamljeno, gre v banjo, v kopalnici. Voda je rjavkasta, banja rjasta, vse naokrog so pajčevine in iz straniščne školjke smrdi. Po tleh lezejo taki hroščki, ki niso majhni, Urška jih ne pozna. Ampak v tej deželi jim rečejo tarakani. Lezejo skozi zračnik. Od tam lezejo tudi neznane besede sosedov, skupaj z dimom cigaret. Ampak vsaj voda je topla. Udobno je. Zamiži, potopi glavo v rjavo vodo in se spomni na stvari, ki jih pozna. Stara je 5 let. Sedi na babičinem kavču, ki ga zelo dobro pozna. Babica živi pod gorami v domači deželi, ki jih Urška zelo dobro pozna. Skozi veliko okno gleda, kako se pasejo krave. Gleda muhe, ki letajo po babičini dnevni sobi, versko oddajo, ki je na televiziji, gobelin Marije na gori, ki je na steni. Voha govejo juhico, krompirček in grezlja piškotke, ki so na mizi. Vse to pozna. In se veseli, da je pred njo še ves dan, ko se bo lahko igrala. Poslušate Radia Staruha na 107,5 MHz. Za nekaj minut na valovih Radia Staruha prisluhnite poslušatelju, ki že leta pluje tu na valovih Radia Staruhe in oddaja legendarna pododdaja z naslovom Tak ličite, tak ličite. Hej, Radio Staruha 107,5 MHz, radio, ki mu ne morete uiti. Jaz tudi ne. Daj bo že kdo poklical, please. Daj pokličite, no. Jaz sem tle že leta. Leta se zdijo, ne vem, no. Kaj da ste ljudje? Pokličite, no, eden, kdorkoli. Mama, če poslušaš, daj pokliči, daj. Please, nekdo. Halo, je kdo tam? Dragi poslušatelji in poslušateljice, smo že pri zadnji zgodbi. Zgodba o lavuški bo povedal naš Klinc. Srednja šolka Maja ima novo sobo z vrati. Na ta vrata je narisana majhna ušesa. Na sredini sobe ima na bok prevrnjen posteljni okvir.
tu, za posteljnim okvirjem in vrati, je pa varno. Kako lepo je imeti vrata, si misli. V prejšnji sobi ni imela vrat. Imela je le pregrade in zavese, iza katerih se je posmehovala starejša sestra. Maja pa ne skriva samo sebe. Skriva tudi svoje misli. Prekrije jih s sladkim smehom in se naredi pridno in prijazno. Vleče na ušesa in čaka, da se ujameš v past. Tem pa s tem pravi lavuške. Lavuške pa so take. Če se Maja ne strinja s tabo, ponavlja tvoje besede, jim doda vprašanje in ti jih meče nazaj. Tako, da se na koncu pogovarjaš sam s sabo. Če pa je jezna nate, si na obroč zarase pritrdi luškano pikapolovnico, da jo opaziš in pohvališ. Na njej pa na majčkano piše to, kar si v resnici misli o tebi. Tega ti pa ne morem povedati na glas. Lahko pa ti povem na uho. Na pikapolovnici piše: ta zgodba se že preveč vleče. Končajmo jo. Prav za konec pa še pisma, ki ga je za vas napisal moj cenjeni sodelavec Sakerdon Mihajlović. Sakerdon je zelo zanimiv človek, pa vendar včasih malo preveč pametuje in pa skuša imeti vse pod kontrolo. No, takole vam piše. Nahajate se pred začetkom zadnjega slučaja na vaši misiji. Torej, slučaj 4. Vera. Za rešitev zadnjega slučaja imate natanka 45 minut. Če boste uspešni, vas bo izza zuma izvrgla nazaj v realnost, kjerkoli že to pač je. Če ne, boste dobili za nekaj časa pod oddaja na radio Staruha, kar tudi ni tako slabo. Poslušatelj, poslušateljica, dobra poslušaj. Tvoje telo je majhna kapljica, ena taka krhka agrada z delčkom uma znotraj. Zunaj te krhke agrade pa je ocean, veličasten in pa poln. Ne misli, da si samo majhna, agrajena stvarca, ne. Med njim, ki je pa poln kot ta ocean zunaj, in taba ni v resnici nobene pregrade. Zakaj se agrajuješ ti, ki te vsebuje on? In kar je najboljše pri vsem tem, sprosti se. Stariti ti ni treba ničesar. Izklopi ura, snemi ji kazalce, odpri agrada. Poslušali ste Radio Staruha na 107,5 MHz. Pošljite nam gasenica. Specite piškotke. Objemite otroka v sebi. Vse besede so odveč. Priklapljam na glasbo.